Ja, mislim, kultura je ena od glavnih stvari, ne. Čim več bi moglo biti kulture, različne, ne. Tako da si vsak najde v svojem delu. Tisto, kar vsaj meni kultura daje, to je tisti primarni stik z celo paleto čustev, s katerimi mogoče drugače ne moreš priti v stik. Stik s tem, kar ti v resnici si. Brez kulture človek ni nič. Ne moreš samo delati in garati in hoditi domov spat. Treba je nekaj za dušo. To krepi, vzgaja človeka, širimo obzorja, polepšamo dan in je to pravzaprav balzam za dušo. In jaz si brez kulture ne morem zamisliti življenja. Kultura je naš ambasador v svetu. Če nimamo kulture, nismo narod. To vejo že ptički okoli nas, ki pojejo. Je najpomembnejša stvar, bolj kot šport, bolj kot vse. Ker ti prinašaš pač tvoj jezik, prinašaš tvojo glasbo, tvoje mnenje in s tem te spoštujejo in ti cenijo. Ključna zadeva v našem življenju je kultura. Če tega nimamo, mislim, nimam kaj zraven, kaj se dodati. Če si kulturni človek, imaš dobre odnose z drugimi ljudmi, tudi z drugimi jeziki in skrbi za to, da se na vasi ljudje bolje razumejo, da imajo iste cilje in en drugega spoštuje. Če imamo to možnost, da živimo v svobodnem svetu, kjer lahko izražamo, živimo svojo kulturo in jo delimo z drugimi, je to tudi tisto največ, kar lahko damo sebi kot človeku in družbi nasploh. Tisto, kar lahko nas dela boljše in tudi družbo dela boljšo. Čeprav smo v našem kontekstu ljubiteljske kulture malo zares posebneži, ne? V narekovaju posebneži, ampak jaz zelo cenim to zadevo, da obstaja ta možnost. Učim v Zvezi kulturnih društev Nova Gorica in tam je 28 društv, so big bandi, so orkestri, so slikari, mladi, delijo stvari, super zadeve delijo. Včasih vidiš stvari, ker niti profesionalci ti ne prepričijo. Ljubiteljska kultura ljudem lahko vir sreče, radosti, vir tudi ene neskončne tolažbe, nenazadnje. Saj z moje perspektive glasba daje, opogumlja, daje upanje. Ljudje, ki pridejo recimo na vaje, če bi takrat snemala jaz njihove izraze, pa pol, ko mi vajo končamo, to je nekaj čist drugega. Ljubiteljska kultura izhaja iz notranje potrebe človeka, ki ob svojem vsakdanu čuti neko potrebo po tem, da se udejanja uresničuje tudi skozi umetnost. In je vedno tudi odraz nekega prostora in časa in je zaradi tega tako pomembna ne samo za posameznega človeka, ampak tudi za identiteto naroda in družbe kot celote. Ljubiteljska kultura je zaradi tega pomembna, ker se dogaja na vasi. In na vasi lažje dosežeš ljudi in naše društvo deluje v eni čist majhni občini. Tam živi samo okoli 1000 ljudi in od tistih govori slovensko dialekt kakih 70%. Prizna se jih pa samo približno 15%, da so Slovenci. Vsi ostali zamočijo, edino, če grejo v Slovenijo, potem spet znajo. Kaj, če boš patra, če boš več ljubca, poziva boš patra. Ljubiteljska kultura je pravzaprav osnovna kultura, ki je dostopna najširšemu krogu sodržavljanov in ljudi. Medtem ko visoka kultura, tja ne prihajajo vsi, je manj dostopna je najširšemu krogu. In mislim, da je naše poslanstvo, da ima veliki pomen in smo ponosni na to, da smemo to delati. In če potem nekdo
to opazi v Sloveniji, v okolici in dobiš tako priznanje, mislim, to je največ, kar lahko v življenju pravzaprav dosežeš kot ljubiteljski kulturnik. Ne. To je tako, rečemo, mi ljubitelji lahko naredimo, kaj si mi mislimo, pa kako mi hočemo. Profesionalc pa mora narediti tisto, kar mu scenarij predpisuje. Da Gorenjske ne poznam, krivi so le hribi, daleč tja v tisti kot vsak le smuča cili. Pridno sem pogledat kaj hokeja regata, dal moga za popet sladga čizga mleka. To še spijemo pa gremo, saj napiti se ne smemo. Razlika, ki je samo ta, da ljubitelji delamo zastonj, profesionalci so pa plačani. Jaz lahko naredim na ridniček za vas, Ja. možno, ne? Simpe 4-4, ne? Ja, telo, ne? Telo, a so. Lahko uporabljam Ja, tudi več- ziper. A so, veš to zanimam. Štiri. 1, 2, 3, 4. V naši družini je bilo veliko glasbe, oče je bil klarinetist, organist, mati je igrala violino, tudi pela in vsi otroci smo bili usmerjeni v glasbo. Jaz sem bila pa taka živahna punca in sem si želela nastopati in biti na odru in biti v središču pozornosti. In sem šla potem tudi se učiti petje, ampak nekako sem že zelo zgodaj pri 15 letih začela poučevati otroški zborček. In potem sem ugotovila, da sem najbolj jaz in najbolj živa, ko sem pred skupino ljudi in da sem tudi tukaj najbolj sproščena. In sem ugotovila, da je to tista najbolj moja pot. Na začetku je moja soseda dobila synthesizer in ko sem šla jaz k njej na obisk, sem enostavno čutila, da to je to. In sem prišla domov in sem pač rekla, jaz bi tudi to. In se spomnim, ko me je pol stara mama kupila en tak mini synthesizerček. In potem sem se jaz to sama vse naučila, tiste demo posnetke in potem je pa ata, enkrat se spomnim, peljal v glasbeno šolo in to je bilo za mene pravličen svet in nikoli me ni tudi spustilo. Ko sem bil že majčken, ne, jaz sem sanjal, da bom enkrat postal dober bobnar. Dober, v tem smislu, ja, da ne bom padel stolčka dol za bobnih, ne. Na Dobroven v Goriških brdih je bil tak, tam so imeli plese, sobotah, zvečer plese in jaz sem bil zaljubljen v glasbo. Pač sem v pidžami zlezel skozi okno od moje sobice ob 9. zvečer in sem si šel, ta odrček plesni je bil oddaljen 500 metrov od hiške in sem se skril en grmček in poslušal, ljudje so pač plesali in opazil sem bobnarja, da je igral, eno roko imel zavito v mavcu, polovičku in drugo imel palčku. Sem rekel, hudiča, gledate, kako mora igrati to? Me je tako fascinirano, sem rekel, bom postal bobnar. Ne vem imena, rad bi ga spoznal, če še živ, da bi ga objel in bi rekel, hvala ti. Res.
Jaz sem imela zelo razgiban poklic, delala sem v knjigarni Mladinske knjige na Nizozemskem oddelku. Celo življenje sem se srečevala z ljudmi, takšnih in drugačnih, v trgovini, po sejmih, povsod. Poznala sem skoraj 3/4 Maribora skozi knjigarno in ko sem šla v pokoj, sem razmišljala, kaj bi, in ker sem pač jaz potomka nekdaj močne nemške manjšine v Mariboru, sem ugotovila, da so v Mariboru pozabili na to, da so nekdaj bili multikulturno mesto, da so tukaj živeli ljudje, ki so pomagali graditi mariborsko kulturo skozi stoletja, nažalost v težkih časih zgodovine so se tudi izključevali. Sem se pač nekako usmerila v to, da v Mariboru naredimo center, kjer bomo te pozabljene umetnike obudili v življenju, prikazali, koliko so oni doprinesli Mariboru. In s tem sem našla nekje eno nišo in delo, ki me zelo veseli in za katerim s srcem stojim. In bi mi ljudje manjkali. Mislim, da ne bi preživela leta, ki sem jih do zdaj preživela. V Halozah pa s kitnami pomagajo vam, veste, kadar v blatu z avtom tam ostaneš sredi ceste. Ko smo z sestro bila mala, sta oče pa mama kupile prve kamere, ki so se pri nas dobile, to so bile tiste ruske, ko si jo mogel naviti, pa si lahko 3 minute snemal. In to smo snemali razne družinske dogodke ali pa kak izlet. Ni pa bilo tako, da jaz ne bi smel kamere v roke prijeti, ne. In ko sem jaz ugotovil, da ima kamera tudi dela posamezne sličice, sem pa začel po mizi pomikati razne predmete, ki so pol plesali po mizi. Potem sem pa enkrat po televiziji videl eno oddajo, kak Disney risane filme dela. In te sem pa jaz rekel, to bom pa jaz začel delati, ne. Pa je bil problem folija, dobiti pri nas se ni dobila, ne v Avstriji. In za moj prvi risani film sem si pri steklarju naročil 400 stekl, A4 format, pa sem tam gor risal. In sem pol naredil 3-minutni film in tako sem začel. Najbolj ponosni smo, da smo lahko leta 2015 otvorili našo hišo kulture. To je za naše društvo ena zelo pomembna stvar, ker imamo zdaj svoj dom, kjer lahko imamo vaje z otroci in tudi naši zbori tam delujejo, Oktet Suha in pevsko-instrumentalna skupina. In hiša kulture je pomembna, ker se lahko tam vsi slovensko pogovarjajo, ampak mi se tudi zelo veselimo, če pridejo ljudi v našo hišo, ki so morda že pozabili slovenščino. Predvsem pri otrocih imamo tisti problem, da nimamo več veliko otrok, ki še govorijo slovensko. Otroci se naučijo vsako leto eno lutkovno predstavo in eno odrsko. In poleg tega, da jih učimo igro, tu še naučimo slovenskega jezika, nekaj tistih važnih stavkov in besed, katere pač rabijo za igro. In imamo starše, ki so zelo veseli, da imajo otroci to možnost, da se tudi naučijo slovensko. So što ljube slike. Vajron, što si še mihem bil, pa kake ljube redače, vas si moš. Što te pa uvijek bolj paše. Ana bo 3, zdaj imaš redače, vas si ti. Po dolgem, vračem poletju pridejo tam mihni coprniki zot v ljubljeno šuvo Hogwart. A na črna muč, oče, nošu šov zaprt. Nošu šov pa ne maju zaprt, sa pa je coprat učimo in moja prijatelja to nikoli ne boš videl. In du, oče, šuve zaprt? Kaj rojej, uradnica, kaj skoke, županja. Drama-cur. Rešmo šov.
Tako, to bi zdaj bilo. Zdaj pa, če prijete pogledati, kako je to posneto. Zdaj pa vi tu stisnite, tu pa pol lahko tudi z zoomom greste sem pa tja, da približate. Važno je, da se naredi taki izrez tukaj, ne. Se pravi portret od tukaj, Portret od tukaj gor. ja. Da greste pa vidite, pa bom jaz vas posnela. Super. Če se mogoče še mačkam bolj tako obrnete, ja. Čakajte samo malo, da vas ujamem noter, pa glavo mačkam bolj proti meni. Super, zdaj vas bom pa zoomirala. Ups, prehiter sem premaknila, krasen. Ni problema. Super je. Pa malo nazaj. Tako, zdaj bomo pa pogledala, kaj je nastalo, ne? Ja, upam, da je dober. Ja. Glejte. Rojen sem v družini, ker je bil moče policaj, miličnik, hud do mene, v tem smislu, samo jaz nikoli ne zamerim, nisem zameril, lih obratno sem mu posvetil ploščo, ampak jaz sem šel že, ko sem 17 let zapustil šolo, vzel šila in kopita, sem dobil prvo povabilo za koncert v Vidmu, v enem bendu leta 72 in tako se moja pot nadaljevala, potem sem šel v Švico, potem sem šel v Barcelono, Portugal, London, sem obrejal celo Evropo, sem v zunaj 25 let, 30 let. Jaz sem učil na konservatoriju v Veroni v Italiji in naš predsednik Boleslav Simoniti, on je bil vizionar in me je povabil, sem ga dobil enkrat v Novi Gorici in mi rekel, Zlatko, treba narediti nekaj tukaj, ker vidim mlade, vsi so po gostilnah, pijejo, droga in tako dalje, daj pridi, naredi nekaj. Sem rekel, ja, bom prišel. Sem prišel 2002 in tako sem začel ustvarjati glasbenike in od tih je že počel 4 generacije ven, odličnih glasbenikov, ki so zdaj iskani okoli. Več kot to nisem mogel narediti in že to je zame znak dobrega dela in evo ga, tako da zdaj sem kot en tak, nono v tem stilu, ne, to za vsem samim mladcem, še orkestričke so prišli k meni od 6 let naprej in igramo originalno glasbo, torej vso glasbo, ker ustvarjamo, je vse originalna in tukaj smo z vsemi, ki smo naredili, to je pač rezultat. Naše društvo se imenuje Kulturno društvo nemško govoreči žena Mostovi. Ustanovile smo jo 3 ženske, katerim so se pa kasneje pridružili tudi moški. Tako da smo omešani, nismo feministična organizacija, nismo izključujoči do moških, nikakor ne. Zelo pomembno vlogo celo imajo pri nas v našem društvu. Med drugim je zborovodja našega komornega zbora Hugo Wolf, moški, tudi naš zbor je mešani komorni zbor. Na njega smo seveda zelo ponosni in imamo veliko koncertov v Mariboru vsako leto. Poleg tega imamo tečaje nemščine za otroke, za odrasle, likovne tečaje, tečaje računalništva. Potem imamo veliko okroglih miz, raznih predavanj in vsako leto izdamo zbornik kulturnega društva. Poleg tega pa imamo veliko mednarodnih srečanj in izmenjav, posebno med Nemci iz Romunije, Srbije, Madžarske, Avstrija, ki nas zelo redno obiskuje, tudi mi imamo tam koncerte. Človeka bogati 5 čutil.
Za zaznavo okolja in videnja barve je odgovoren vid. Zapleteno področje obravnava fiziologija barve, oko in pa psihologija barve, možgani. Videnje barve je torej odvisno od svetlobe, ki pade v oko in v možganih sproži zaznavo barve. En od mojih prvih filmov je bil 24-minutni film o slušnem govorno motenih otrocih v Mariboru. In ta film je celo v Nemčiji dobil nagrado od takratnega zunanjega ministra Hansa Dietricha Genscherja. No, jaz sem tudi posnel, rečemo, film o mariborski stari trti. Maribor je njegova najstarejša trta na svetu. Taki filmi me tudi zanimajo. Je že dvakrat bil zmagovalec na festivalih v Hollywoodu celo. 48 let že moje filme pošiljam po festivalih po celem svetu. Ko pa je prišlo računalništvo, sem pa takoj začel tudi računalniško 3D animacijo, animirane filme. Pol pa časa ni bilo. Zdaj bom pa zopet se že pripravljam na novi animirani film. Vmes sem pa kakšne dokumentarce posnel. Po poklicu sva oba učitelja in društveno delava zdaj že od leta 1974 naprej, torej zelo dolgo in tedaj naprej sem tudi predsednik in vsako leto napravimo enih 13 do 14 prireditev, lastnih prireditev in to se lahko predstavite, da je to že veliko 100 prireditev, ki smo jih organizirali tekom teh let. Če si tako dolgo povezan s tem društvom, je to tako rekoč že en inventar, poseben inventar. In seveda si ne moreš predstavljati življenja brez tega društva. Mislim, da dokler bom zmogel, dokler bom še voljo imel, bom še gotovo pomagal, ampak ne bi rad več bil čisto na vrhu. Mislim, da je moje osebno poslanstvo to, da sem pedagoginja, učiteljica. Metoda, s katero delam, je pa glasba, je zborovodstvo. Kot otrok sem sicer želela biti operna pevka, ampak potem me je to petje vodilo do zborov, do ljudi. In moram reči, da zelo uživam, ko stojim pred skupino ljudi in z njimi delam, sploh če so to mladi, ker so tako živi, tako polnokrvni. In se mi zdi, da to, da lahko delam z ljudmi, da je to tisto, kar tudi mene spreminja, me dela boljšo in me ohranja živo. Poklic, kjer se celo življenje učiš, je za mene nuja. Zato, ker mislim, da kot človek se konstantno razvijam in želim se konstantno razvijati. Mislim, da sem zato tudi tukaj, v vseh možnih smerih. In zato je po moje tudi to en idealen poklic, recimo, ne vem, za mene. Oziroma sem se tudi tako odločila, da vedno sprejemam to znova in znova, da sem učenec. Dobrodošla na moji uri dirigiranja. Dobar dan. Dobar dan.
Vaj veseli oba dva, sta oba dva navdušena, super. Ja, kar bi jaz začela čisto preprosto tehniko in sicer vedno roke grejo od zgoraj navzdol, a ne? Te dve imamo ponavadi gor dol, pa levo pa desno. In pol dejmo kar levo pa desno še malo. In pol načeloma je to, a ne? Grüß dich, Franz, wie geht's dir? Redo. Sprichst du Deutsch? Ne, razumem pa. Aha, wer rastet, der rostet. Kannst du das nachholen? Ja, wer rastet, der rostet. Genau, deswegen muss man sich bewegen, den Körper und den Geist. Točno tak. 1, 2, 3, 4. Prva gre dol in pogreš noter in fajn ven in gor. Bolj, ko je glasno, bolj gib tudi velik. Pa tiho. 1, 2, 3, 4. Kako bi recimo mi dali v zmag, da jaz rečem prst? Prst. Prst, ja. Štek. Prst. Bravo, to je to. Zdaj poskušava pokazati vzmah, tako recimo. Hop. In zdaj bodo začeli peti, ne? No, zdaj vi tako poskušajte, pa mi jaz probala zapeti. Ja. Pravim. Ja. Oj, Trigla, moj dom, kako si krasan. Moj psevdonim je Žvandrej Suški. Žvandrej Suški. Suški, to je Suha, to je naša vas, naprimer Oktet Suha, ne? To je Suški. In Žvandrej je pa Nehti, ki žvandro. Nehti, ki žvandro. Ki žvandro. In to pomeni, da pač neumnosti piše ali pa posebnosti take piše in to je pa pri nas pravi žvandrat. Žvandrat. Ja. In pri ženskih so pa tudi a ne take ime, to je pa kvotrnca. 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 Ja. In to je pa ena ženska, ki čudno veliko govori, pa same neumnosti. Kvotrnca. Ja, to je klepetulja. Ne? Aha. Zame je največji izziv to, da ustvarjam dobro glasbo, spraviti na glasbene ušesa in noge moje učence, jim dati te vrednote v življenju, ki so ne samo, da glasba je važna oblika izražanja, ampak da življenje kot celoti ti daje smisel. Naprimer, jaz se pogovarjam, kakšne filme gledati, kakšne knjige brati, kje so najboljši vitamini življenjski, da ti pomagajo kot človeku, da boš potem nadaljeval v življenju z glasbo ali pa brez glasbe, da boš v ti družbi dodal eno vrednost, ker jo počasi zadnje leta oziroma zadnje desetletja izgubljamo. To je zame izziv, ki mi vleče naprej v tem svetu in poleg učenja se ukvarjam tudi z mojo glasbo, z mojimi projekti. Momenti so včasih zelo hudi, ampak na koncu, ker dobiš ven ta produkt, ti nekako zapolni dušo in srce. Največji izziv so novi projekti oziroma nekaj, kar mogoče še nisem počela. To mi je izziv. Kakšne partiture, ki mogoče na začetku ne delujejo takoj, to pa vem, kako bom naredila. Ali pa tudi iz takih poznanih partitur narediti nekaj, a ne? Ja, problem je tudi, ker je ta tehnika, ki se non-stop, jo je treba dopolnjevati, če hočeš kaj narediti. Sploh, ker jaz sem začel na filmu, ne? Pol je prišla tehnika, prvo VHS, super VHS, in stalno smo mogli sproti novo tehnologijo osvajati, ne. Zdaj je pa vse digitalno, ne, in tudi je treba te nove programe osvojiti. Tako da non-stop se moraš izobraževati, če hočeš nekaj narediti. V glavnem, težava je zmeraj ti zmanjka časa, ne. Idej imam dovolj, časa imam premalo, da bi ideje uresničil. Zame je največji izziv ostajati v stiku z realnostjo mladih, s katerimi imam dnevno opravka, ker moja naloga je tudi, da ustvarjam varen prostor, v katerem bodo ti mladi lahko se do takšne mere sprostili, da bodo lahko dali sebe tisto najboljše, kar imajo in da bodo sposobni delati korake
proti sebi in pravzaprav tudi od sebe proti sočloveku. In to se mi zdi tudi pomembna nota kulture, da nas odpira proti sebi, k sočloveku in proti presežnemu. Naše društvo se prizadeva tudi za priznanje nemške manjšine, ker jaz mislim, da če je katera manjšina avtohtona, ne samo madžarska in italijanska v Sloveniji, je sigurno nemška. Do pred konca druge svetovne vojne je bila to največja manjšina v Sloveniji. Mi smo ponosni na naše korenine in smo ponosni, da smo v Sloveniji, ker to je edina domovina, ki jo imamo, ne delamo proti njej, ampak z njo in bi tudi radi, da tudi Slovenija nekako se sprijazni z nemško manjšino v Sloveniji. Največji izziv pri tej hiši je bil ta, da smo enkrat sploh lahko kupili in drugič, da smo jo pripravili za kulturne namene in to je nam, hvala Bogu, uspelo s pomočjo javnih ustanov in tudi s pomočjo Slovenije. Pa še, kar me je zelo veselilo in zelo presenetilo, je pa bilo, da smo nabrali s pomočjo naših prijateljev, ki so veliko denarja darovali in zanje smo napravili tako spominsko ploščo, na kateri je vsak zapisan, pa tudi če samo 5 evrov dal na razpolago, je vsak je zapisan in smo hišo otvorili in od tedaj naprej imamo dom. V drugem slučaju, če bi tega ne storili, bi bili s našim društvom, ki je 111 let starel, bi bili zdaj na cesti, bi niti vaje ne mogli delati, niti sej ne, nič bi ne mogli, ne. Ker so šolo, ker smo imeli pravico dostopa do šole, šolo zaprli. In potem nikjer ni bilo več kakega prostora in hvala Bogu smo to rešili in to je za nas nekaj presenetljivega in tam lahko zdaj rečemo, to je naša hiša, vsakemu, ki pride tja, rečem, to je tudi tvoja hiša, ni samo predsednikov ali pa podpredsednikov, ampak vsakemu spada ta hiša. In tudi nekateri pridejo že, da tam v tej hiši praznujejo rojstne dneve ali pa druge lepe praznike. Ja, največ veselja, če vidiš, da so ljudje zadovoljni. Ja. Ne vem, kaj naj povem več. Ja. Največje veselje je to, ko vidimo polno dvorano ljudi, ki nam ploskajo na koncu, čestitajo. Mnogi pravijo, joj, ko bi še moja babica ali pa moja mama doživela, da je nemška beseda spet se slišati iz odra in so res izredno zadovoljni. In to mi je največje zadovoljstvo, ko vidim zadovoljne ljudi. In tudi to priznanje, ki sem ga jaz sedaj dobila, torej srebrno plaketo, nikoli ne bi si upala sanjati, da nas bo kdo opazil na ta način in nas s tem pravzaprav počastil. To je res izredna stvar in smo zelo ponosni vsi v društvu na to in veseli. Najbolj me veseli ta energija, ki je med izvajalci, ki se pol pojavi, recimo na vajah pa to. To mi je tista taka res fajn stvar. Ali pa ko toliko pademo kako stvar noter, ko mi recimo čas blazno hitro mine, ko začnem delati pa to. Te stvari so po moje tiste. Predvsem pa zeleno v tem letu sem opazila, da stik z ljudmi in to, kaj potem nastane, ko je ansambl na drugi strani res želen dela in ustvarjanja. Ko delam z mladimi, mi je najbolj všeč to in največji ponos mi je, ko gledam, kako ti mladi napredujejo,
ko so nekaj let pri meni v zboru in vidim, kakšni nedonošenčki pravzaprav, še pubertetarji pridejo k meni in potem kako v nekaj letih postajajo samostojna, samozavestna mlada dekleta in fantje. Kako si več upajo, kako se ne sprašujejo več, kako so videti na odru, kaj se v njih mislijo drugi, ampak enostavno samozavestno stopijo pred ljudi in rečejo, glejte, tukaj sem, takšen sem, zdaj pa ti naredi s tem, kar se ti zdi prav. Življenje je učna ura za vsakega, ne samo zame. Življenje je učna ura, dokler ne izdihneš, pol je konc. To mora biti pogoj, da se ne ustaviš na eni točki in se zadovoljiš s tvojimi stvarmi, kar si naredil. Ne. Vem, da to se zdi ful težko, ne. Je težko tudi, ne. Ampak vsak ima neko svoj nagon v sebi, žilico, da si v svojem življenju naredi tiste, kar mu je najljubše. Jaz govorim o glasbi, v mojem življenju sem riskiral, še zmeraj riskiran od malih nog, sem se boril in na koncu imam že preko 100 CD-jev in ne vem, bla, bla, bla. In nekaj sem naredil. Tako da moj cilj sem izpopolnil nekako. Ampak učna ura še zmeraj se nadaljuje.